Skratka, en lep pozdrav vsem skupaj in vsakomur posebej. Hvala vam, ker ste kljubovali temu vremenu. Popolnoma iskreno sem mislil, da vas bo precej manj, tako da to število je kar fascinantno. Resnično hvala v imenu naju dveh obeh. Hvala tudi vam, ki naju spremljate prek videoposnetka. Zdaj, da kar začnemo. Moj današnji gost oziroma tokratni gost je dolgoletni cenjeni kolega, novinar Miha Lampreht, dolgoletni novinar zunanje politične redakcije javnega radia, med letoma 1989 in 1996, se opravičujem, dopisnik iz Rusije, iz Moskve, tudi dvakrat direktor, če se ne motim, javnega radia, ne? Sicer pa še vedno novinar. Midva sva se pogovarjala, da bova imela to debato, mislim, da sva prvič govorila o tem 1-2 meseca nazaj, nisva niti slutila takrat, da bo najin pogovor še kako aktualen, glede na razmere, ki jih opazujemo oziroma jih spremljamo vzhodno in severno od Ukrajine, ampak ker ste bili dopisnik 7 ali pa vsaj 6 polnih let iz Moskve in to ravno v tistih letih, torej propada Sovjetske zveze, liberalizacija, s tem povezana privatizacija, tajkunizacija, to je bilo to Jelcinovo obdobje, precej kaotično. Zanima me in zavedam se, da je to vprašanje, ki terja nesramno obsežen odgovor, kako se je Rusija od takrat spremenila do danes? Dober večer, hvala za povabilo, dober večer tudi cenjeni publiki. Upam, da bova v času, ki nam je na razpolago, uspela odgovoriti vsaj na nekaj vprašanj. Namreč ta tematika je kompleksna, je zelo prepletena in včasih povsem iracionalna. Bom poskušal odgovoriti za začetek uvodoma nekako kratko na to vaše vprašanje, bi pa samo še to dopolnil. Bil sem tudi v času, ko je bil še predsednik Sovjetske zveze Mihail Gorbačov in doživel v bistvu to 2 prevrata, v bistvu 1991 poleti, ko je tako imenovani odbor za izredno stanje odstavil Gorbačova, ki je bil takrat na otoku Faros. Potem ga je nasledil Jelcin za svojim, bi rekel, za svojo vihravostjo in seveda tudi podporo zunanjih sil, ampak Jelcin je definitivno primerjalno gledano z današnjim vladarjem bil demokrat. Ni posegal v medije, ni zatiral opozicije, je pa res, da je izrekel nekaj pikrih na račun Mihaila Gorbačova. Poskušal bom biti koncizen. Današnji dan je zanimivo, prav na današnji dan so v Belorusiji v rezervatu Beloveška pušča podpisali dogovor, in sicer 3 predsedniki. En od njih je bil Jelcin, drug je bil ukrajinski predsednik Kučma, tretji je bil pa predsednik Belorusije Šuškevič. In na današnji dan leta 1991 so podpisali dogovor o razpustu oziroma o nameri o razpustu Zveze sovjetskih socialističnih republik, za katere vemo, da je imela takrat 15 zveznih republik. Zanimivo je, da so potem 21. decembra v Almati v Kazahstanu podpisali pa dokončen dogovor o razpustitvi Sovjetske zveze. Mihail Gorbačov je istega leta potem odstopil in začelo se obdobje, bi rekel, demokratične Ruske federacije, ki je pravna naslednica Zveze sovjetskih socialističnih republik in hkrati, ki je prevzela tudi levji delež jedrskega orožja. To mislim, da danes Ukrajino nekako boli, da tega argumenta v pogajanjih nima več, ampak jaz bi rekel tako, če je kaj zdrave pameti, so to dobro, da so naredili to, da ste zdaj v bistvu 2 poglavitna jedrska partnerja, se pravi Združene države Amerike in pa Ruska federacija. Kako se je spremenila Rusija? Omenili ste, jaz bi rekel temu prihvatizacijo, se pravi privatizacijo na ruski način, ki je bila podobna v številnih, bi rekel, vzhodnoevropskih državah. Ocenili so premoženje Ruske federacije in ljudem razdelili vavčerje, ki so jih ljudje prodajali potem za steklenico vodke. Nekateri so te vavčerje uspešno nakopičili in postali v bistvu
novodobni tajkuni, tako imenovani novoriši. Nekateri od teh so še danes živi, nekateri so pridobili močan politični vpliv, ki pa je bil sankcioniran potem, ko je Jelcin zaradi bolezni odstopil in ga je nasledil takrat kot predsednik vlade Vladimir Putin. Vladimir Putin, ki je svojo profesionalno kariero preživel kot agent KGB-ja v Dresdnu, tekoče govori nemško, zato sta se tudi z zdaj že bivšo kanclerko nekako prav dobro razumela, ker sta govorila o nemščini. No, ampak da skrajšam. Rusija prav gotovo je geopolitični in geostrateški dejavnik. Rusija ima profesionalno, polivalentno zunanjo politiko in seveda zasleduje svoje geopolitične in strateške cilje. Zdi se mi hkrati pomembno, da ob vsem tem, kar se zdaj dogaja, bi rekel, med državama, kot veste, ameriški viri, kar je seveda tudi zelo pomembno, ocenjujejo, da naj bi Rusi kopičili nekaj tudi, bi rekel, satelitskih posnetkov, ki deloma to potrjujejo, da naj bi Rusi kopičili močno vojaštvo na skupni meji, menda naj bi imeli pripravljeno 175 tisoč vojakov. Po drugi strani se pa manj govori o tem, da ima tudi Ukrajina pripravljene vojake, menda 125 tisoč vojaštva, se pravi glav vojaštva. In zakaj gre? Preprosto povedano gre za to, v politiki in geopolitiki pač ne obstaja prazen prostor. Ga je pač potrebno zapolniti. In ko je švedski teoretik Kelen med prvim izpostavil pojem geopolitike, je to takrat pred dobrim stoletjem opisal tako. Država kot entiteta mora biti organsko zraščena s svojim ozemljem. Velike države bodo prosperirale, male države bodo pač propadle. In da bo, zdaj se bom pa ustavil, da ne bom preveč, bom rekel, samovoljen, vi vodite ta večer. Zdi se mi, da je pomembno razumeti še nekaj. Potrebno je brati, recimo, Richarda Pipesa, izvrstnega analitika, ki je svoj čas deloval tudi za potrebe ameriške obveščevalne službe, napisal ogromno knjig in recimo kratka zgodovina ruske revolucije, pa še kaj drugega. Potrebno je se spomniti izjav bivšega ameriškega državnega sekretarja Zbigneva Bžežinskega, ki je dejal, on je bil v vladi Jimmyja Carterja in on je takrat dejal, največja nevarnost po obdobju hladne vojne in po koncu druge svetovne bo razpad Ukrajine. Danes je to država, ki ima 44 milijonov prebivalcev. Kot veste, ima odprt konflikt, tako imenovani tleči konflikt, zamrznjen konflikt v vzhodni Ukrajini, v Donbasu in Lugansku, ki je bil nekako vzplantev potem, ko je Ruska federacija izvedla referendum na polotoku Krim, takoj potem so ga pa tudi vojaško zasedli in anektirali. To je pa leto 2014. In pomembno je za današnje razumevanje tega, kar se dogaja v teh silnicah, pa v teh, bom rekel, specifično težkih političnih izjavah. Včeraj, na primer, virtualno srečanje Biden-Putin, ob tem, da sta se srečala že letos junija v Ženevi. Potrebno je pač razumeti, da so ti dogodki leta 2014, ki so sicer z mojega zornega kota mednarodno nesprejemljivi, jih je pa potrebno z vidika ruske geopolitike in politike nasploh, dnevne politike, nekako razumeti. Putin, ki vemo, da je v Kremlju že dobri 20 leti in bo tam ostal še najbrž več kot Stalin, o teh amandmajih ustave, ki mu to omogočajo, mislim, da bo potem imela priložnost kaj povedati. Ampak samo za uvod bi še povedal to, da je zasedba Krima in pa otvoritev tega konflikta na vzhodu Ukrajine sledilo pa enemu dogodku. Ukrajinci ta dogodek imenujejo demokratična revolucija, Rusi to označujejo kot državni prevrat, ko so praktično onemogočili, nevtralizirali proruskega predsednika Ukrajine in s tem izvedli tako imenovano majdansko revolucijo.
Sedanje vodstvo se v bistvu v teh osnovnih zunanje političnih ciljih, se pravi Vladimir Zelenski, ki je bil prej igralec, ki ima stranko Služabnik ljudstva, ki ima večino, ker je dobil tudi parlamentarne volitve, ima večino v državni radi, se pravi v ukrajinskem parlamentu. Kdorkoli je v Kijevu, po, bom rekel, tej majdanski revoluciji, ima enake zunanje politične cilje. Ozemeljsko celovitost in pa suverenost in neodvisnost Ukrajine. In zanimivo je še nekaj, da je tamkajšnji parlament, državna rada, v svoji preambuli v ustavi zapisal dva cilja. In sicer sledijo civilizacijskemu smotru, cilju, da postanejo del evroatlantske, se pravi v varnostnem smislu evroatlantske integracije, v gospodarskem smislu pa del Evropske unije. In tukaj imamo zdaj problem, ker Zbigniew Bžežinski, če se vrnem nanj, je takrat dejal, meja bo potekala po reki Dnjepr, zahodna Ukrajina ni bila nikoli povezana, ne, bi rekel, z ruskim življem v času, bi rekel, avstro-ogrske monarhije, sploh ne. In če pogledamo mi zemljevid iz leta 1900 ruskega imperija, bomo videli, da so ta vsa ozemlja, Finska, Poljska, ta del, Odesa, to je vse pač bilo rusko ozemlje. In zdaj se mi zdi pač problem v tem, in tukaj se bom pa res zdajle uvodoma ustavil, ključen problem se mi zdi v tem, da potem, ko je razpadel vzhodni vojaški blok, se pravi Varšavska zveza, potem, ko je prišlo do združitve Nemčije, in moramo reči, da Mihail Gorbačov ni posegel za vojsko, obrnil hrbet Erichu Honeckerju in prišlo je do mirne združitve obeh Nemčij. Ampak takrat se je zgodilo še nekaj. Mihail Gorbačov ni uspel protokolirati, zapisati ključnega geopolitičnega vprašanja, da se NATO, se pravi Severnoatlantska vojaška zveza, ne bo širila na vzhod, ne bo širila na ruske meje. In predsednik Putin, vladar Kremlja, car, avtokrat, o katerem bo najbrž rekla še kakšno, sledi podobnemu cilju kot Mihail Gorbačov. Želi izposlovati od Zahoda, zlasti od partnerja, Združenih držav Amerike, da se ne širi na ruske meje. Zato tudi krepi Lukašenkov režim v Belorusiji in zato je nekako spodbuja neke nevralgične razmere od Krima, vzhodne Ukrajine do celotnega, bi rekel, območja tako imenovanega postsovjetskega, varnostnega, geostrateškega in geopolitičnega območja. Tukaj pač Rusija to razume kot svoje interesno območje. Evo, toliko za uvod. Po razpadu Sovjetske zveze sta nastali dve naraciji, ki še vedno prevladujeta dan danes. Ena je zahodna oziroma ameriška, namreč, da so ZDA prišle ven iz hladne vojne kot absolutne zmagovalke. Ne? To je zahodna naracija oziroma zahodna interpretacija vsega skupaj, medtem ko ruska je pa ta, da je pravzaprav Sovjetska zveza na nek bolj ali manj miroljuben način, če odmislimo Čečenijo, implodirala, razpadla sama, torej ni je nihče vojaško zavojeval, ni bila skratka poražena. In tu vidimo dva nasprotujoča si pola, ko Rusija poskuša nastopiti, pa ne zdaj, da zagovarjam na kakršenkoli način ruski položaj, ampak da ga pripeljemo noter v debato, da razumemo pogled Moskve na celotno situacijo, ki je permanentna in še vedno z nami. Rusija si je želela vedno in si še vedno želi dogovarjati se, pogajati se z Zahodom o geopolitičnih, o geostrateških temah kot partner, kar iz Zahod dolgo časa ni priznaval, konkretno v 90-ih letih, pa tudi kasneje. Ne. Leta 1999 z napadom na Jugoslavijo je bil iz balkanskega območja izpodrinjen v veliki meri vpliv Rusije. Kmalu zatem, v letih, ki so sledila, so prišle napovedi iz Bruslja, pa iz Washingtona, da se bo NATO širil proti vzhodu. Spominjam se, da je leta 2005 Putin sporočil predstavnikom NATO, da ukolikor se bo NATO širil preveč na vzhod, konkretno je imel pa v mislih Kavkaz in pa Ukrajino,
da bo Rusija na to odgovorila. Skratka, to, da Putin postavlja Rusijo nazaj na neko svetovno karto, oziroma karto sveta, se je pravzaprav začelo dogajati že tam s prvimi opozorili. Leta 2008 Rusija napade Gruzijo. Južna Osetija in Abhazija sta do dan danes nerešeni vprašanji. Gre za severno oziroma severozahodno provinco Gruzije. Ravno podobno, oziroma ravno tako zelo podobno vidimo vzorec v Donetsku oziroma Lugansku, kjer pravzaprav imamo dva teritorija, ki sta nerešena, za katera ne moremo reči, da pripadata Ukrajini, Rusiji pa tudi ne. Ruski separatisti, da poenostavim, so predlagali večkrat Putinu, da naj anektira še Donetsk in Lugansk. Ta je to zavrnil. Ravno tako je zavrnil Abhazijo in Južno Osetijo oziroma njihove politične predstavnike. Pa me zanima, zakaj? Ker vendarle pušča nek odprt prostor napram tistemu, kar ste vi tudi prej sami omenili, da je dobro imeti zaprt prostor, da je dobro imeti vzpostavljen celoten in kompleten nadzor. Kaj pravzaprav Rusija dobi od vsega tega, od Abhazije, Južne Osetije, Luganska in Donetska, oziroma zakaj Putin uporablja to strategijo? Veliko vprašanj ste mi zastavili, med tem vašim izvajanjem sem skoraj bil v poziciji, da vam jaz zastavim proti vprašanje. Lahko, to je absolutno pogovor. Okay. Bom poskušal nekako skrčiti. Kot rečeno, Putin je razpad Sovjetske zveze ob neki priložnosti označil kot največjo katastrofo prejšnjega tisočletja. Tisočletja. Razpadla je v bistvu največja tvorba, ki je trajala, bi rekel, skoraj stoletje. Takrat so nekateri narodi in nacionalnosti ugasnili, nekateri so v bistvu na novo nastali. To je v bistvu ta tragična dediščina v bistvu ruske revolucije. Ampak ta revolucija se v bistvu na nek način se je potem nadaljevala in zdaj odvisno spet z kakšnega zornega kota presojamo v bistvu ruske pozicije. Omenili ste Gruzijo. Mihail Sakašvili po revoluciji vrtnic v Tbilisiju, pa mimogrede moramo povedati, kje je Sakašvili študiral, pravnik, kje je pridobil izobrazbo in tako naprej in tako naprej. Ampak to je bilo v času olimpijade v Pekingu. Potem si je Sakašvili, ko je videl, kam je zabredel, ko je doživel pač tragično vojaško lekcijo, je grizel kravato in se spraševal, kako in kaj. Zdaj recimo, potem je poskušal biti, kar je zanimivo, je bil odposlanec oziroma posebni minister brez listnice v Kijevu pri Zelenskemu. Potem se je želel vrniti v Gruzijo, kandidirati na volitvah in so ga torpedirali politično in ni uspel. Zdaj mislim, potem je šel v bolnišnico, kjer je zbolel in tako naprej in tako naprej. Skratka, da skrčim. Zdi se mi, gledajte, če ste kadarkoli gledali kakršnikoli film Oliverja Stona, te dokumentarce s Putinom, so zelo povedni. Ja, ampak so zelo proruski. So zelo proruski. Ampak tam se strinjam. Ampak tam, recimo, Oliver Stone vpraša Putina, zakaj ste manipulirali in sodelovali z svojimi, bi rekel, tajnimi vplivi v ameriške volitve. Putin ga pogleda s tem poker faceom pa pravi, zakaj bi mi to počeli? Odgovor, zakaj premeščajo svoje vojaške enote, reče, to je naše ozemlje, mi lahko premeščamo te vojaške enote od vzhoda na zahod, iz juga na sever in tako naprej. To je, bom rekel, naša pravica. Po drugi strani pa moramo nekaj vedeti. Kavkaz je mehek hrbet, Južni Kavkaz je mehek hrbet Ruske federacije. In to je mehko tkivo. Ali pa bolje rečeno je mehek trebuh, je mehko tkivo. In jasno, da v bistvu pravni naslednik bivše velike države to območje brani. Zanimivo, Severna Osetija nima nobenih problemov. Pustili so pa odprt problema. Zdajle z Abhazijo, recimo, je nepriznana entiteta,
tako kot recimo Španija ni priznala Kosova, Abhazije ne priznava nihče. Ampak zanimivo je še nekaj, gre za izredno perfidno politiko, naprimer vstajnikom, separatistom. Zdaj, to je problem, ne? A veste, jaz sem enkrat, takrat sem bil 2 leti tudi dopisnik za Delo, ne? In sem pisal separatisti, ne? Kako Rusi označujejo v bistvu separatistično Slovenijo, ne? In sem bil potem opozorjen, ne uporabljaj tega, in sem dal potem tako imenovani separatisti, ne? Ker je šlo za našo stvar, ne? Ampak med tem, ko se vse to dogaja, 14 000 žrtev je trajal ta vojaški spopad v Luhansku in Donecku. Oni so 650 000 prebivalcem razdelili ruske potne listine, osebne dokumente. In oni imajo praktično zdaj dvojno državljanstvo. Hkrati je pa ali je to preveliko breme, ne vem, ampak vi veste, da obstaja skupina 4 držav, tako imenovana normandijska četverica, Francija, Nemčija, Ukrajina in Rusija, ki bi morala z dnevnega reda sneti to vprašanje in ponuditi rešitev. Ampak Ukrajinci ne želijo, da se vnaprej določi status in da se tem, bom rekel, prebivalcem da volilna pravica. Potem, ko bi to določili, bi lahko poslali na to območje svoje vojaške enote. Zadeva je izredno zapletena, tragična, več kot 1 milijon ljudi se je izselilo tam, si to predstavljamo. Po drugi strani je svoj čas veljalo, da v Ukrajini živi 11 milijonov, bom rekel, ruskih državljanov, ne? In 6 milijonov Ukrajincev na ozemlju Ruske federacije. To so mešani zakoni. To je, ko prihaja do teh velikih delitev, loma, kataklizme, to so v bistvu ogromne osebne družinske tragedije. To je rezanje po živem tkivu. Da ne bo nesporazuma, nikoli, pa lahko gremo preverjati tekste, nikoli nisem zagovarjal politike ruskega hegemona. Ampak ko sem prevajal, recimo, ko sem delal za založbo Sanje, dnevnik Ane Politkovske, to je, človek dejansko ne more verjeti, kaj sta povzročili 2 vojni v Čečeniji. In ena od teh vojn je ustoličila, utrdila položaj Vladimira Putina. Začel je Jelcin, ker so mu tako svetovali Pavel Gračov in ostali generali. In zanimivo je še nekaj. Aleksandr Dugin je ruski, bi rekel, nacionalist, sicer avtor številnih knjig. On je napisal učbenik Osnove geopolitike. To je bil v bistvu neuradni dokument v ruskem generalštabu, kjer je razdelal možne scenarije, kaj se bo zgodilo, če pride tukaj do razkroja, do razpada teh velikih entitet. Po drugi strani, nihče nima pravice Ukrajini braniti, da izvede svoje notranje spremembe, da izvede svojo zunanje politično, bi rekel, prednostne naloge, da skratka živi kot samostojna država. Ampak očitno Rusiji tudi ne bi ustrezalo, če bi Ukrajina bila demokratična država, kar še nekaj časa najbrž ne bo. Ampak po drugi strani, jaz mislim, da so zadeve, zakaj prihaja do sedanje zaostritve. Zdi se mi, da želi Putin vendarle nekaj izposlovati. Da gre tukaj, kot gre v mednarodni politiki, tit for tat, nekaj za nekaj. Ampak, kaj pa, če v tem trenutku pride do tako imenovanega casus belli, da se nekaj izkoristi za to, da se potem upraviči neko vojno dejanje. Ruski obrambni minister je opozoril, da bo to klanje in da bo vsaj 5 milijonov beguncev. Zakaj je to zastraševanje? Zdi se mi, da Putin, ki testira enotnost Zahoda, ki ima svoj odnos in ga zelo perfidno pelje do Evropske unije, ker kot vemo, Evropska unija ima skupno zunanjo politiko, nima pa enotne zunanje politike. In kot je zadnjič nekje povedal kolega, 19 zunanjih ministrov, članic Evropske unije je bilo v Moskvi, medtem ko je bil s strani Evropske unije Josep Borrell, ki je pa tam doživel hladen tuš in ga je dobesedno šef ruske zunanje politike Sergej Lavrov dobesedno matiral.
in javno usmešil. Skratka, stvari, zadeve imajo neko svojo notranjo logiko, ki jo pooseblja v bistvu Vladimir Putin, in zdi se mi, da nekako bolj kot se ukvarja z notranjo politiko, da me je bolj všeč, da vzpostavlja neko pozicijo mača v tej, bom rekel, zunanje politični shemi ali pa sceni in da želi biti partner. Ko je bilo obdobje, bi rekel, bipolarnega sveta, ko je bila recimo vojaško močna Sovjetska zveza in Združene države Amerike, je bil nek balans strahu. In zdaj se vrnem na tisto, kar ste sami povedali v tem vašem, bom rekel, drugem vprašanju. Američani se imajo za zmagovalca hladne vojne, Rusi pa ne želijo biti poraženci. In če Rusi, po moje, ne bi imeli tega strateškega arzenala, se pravi nuklearnega arzenala, mimogrede, dogovor med ZDA in Rusko federacijo o strateškem orožju je podaljšan za 5 let. Zdaj pa, zakaj je pa prišlo do eskalacije? Prav zdaj, pod Trumpom, Trump, bivši predsednik Amerike, in Putin sta se malo ne ujela. Trump je bil občudovalec Putina. Res, da je še prej kot bi rekel, poslovnež v Moskvi bil kar nekajkrat izvedel lepotna tekmovanja in najbrž imajo ruske obveščevalne službe od takrat še kakšne obremenilne dokumente. To pač ostaja zdaj nejasno, ampak Trump pač ni več dejavnik. In zdaj se vrnem še, zakaj je prišlo do tega zaostrovanja prav zdaj. Mi vemo, da je bil sedanji ameriški predsednik Biden kot podpredsednik zadolžen za odnose z Ukrajino. In ko je Evropska unija takrat želela posredovati, je tedanja ameriška veleposlanica Nulandova rekla, po domače rečeno se opravičujem, fuck them off. In so peljali svojo politiko. Tako da stvari niso tako enoznačne. In vem pa ne, mislim, domnevam nekaj, da če bi predsednik Putin izvajal, zagovarjal, realiziral drugačno, bi rekel, zunanjo politiko. Če ne bi upošteval v bistvu te, bom rekel, ruske moči, zato ker v Rusiji od nekdaj velja tako imenovani kanon zmage. Zmaga se, bom rekel, od velike domovinske vojne naprej, do merjenja moči v hladni vojni, ki je izčrpala Sovjetsko zvezo, veliko bolj kot Združene države Amerike. In zato je tam vedno, boste videli v vseh teh nagovorih, ali v Kremlju ali kjerkoli drugje, Putin izpostavlja to. Moč, zmago, moramo. Tudi na volitvah, ko je zmagala njegova stranka Združena Rusija, ki je prav poseben primer, je rekel, to smo pač tako, to je naša zmaga, in so, bom rekel, izkorenili, neutralizirali vse opozicijske dejavnike, ampak skratka, vse te nevralgične točke, najbrž bo o tej opoziciji še kaj rekla, vse te nevralgične točke, v bistvu Rusija jih razume kot poseg v njeno interesno območje. Hkrati ne razume dejstva, zakaj ameriški strateški bombniki praktično nekaj kilometrov od ruske zračne linije izvajajo strateške vaje, kot je zadnjič dejal profesor dr. Bebler, ki je citiral obrambnega ministra Šojguja, in dobesedno simulirajo jedrski napad na Rusko federacijo. Zakaj ameriške letalonosilke izvajajo vojaške vaje v Črnem morju? Mislim, da je tako čisto geografsko gledano zelo daleč od ameriških voda. To je ta stvar, če lahko, ker je, prosim, se ne nujno partner, da želi Putin imeti za partnerja ZDA, ampak hoče biti, morda je bolj pravilna beseda, enakopraven, enakovreden. To je to. Partnerstva se razlikujejo, posli še vedno lahko tečejo in tako naprej, ampak geopolitično, geostrateško se pa želijo enakovredno pogovarjati.
Tukaj je zelo, zelo povedno sledeče. Ne? Jaz smatram, da recimo, ko govorimo o tem, komu bi rad Putin bil enakovreden, jaz verjamem, da je to izključno, oziroma da so to izključno ZDA. Napram Evropi se obnaša zelo despotsko. In mislim, da je tudi njima za enakovredno. Roko na srce veliko pove o tem to, da je bil včeraj ta pogovor med Bidenom in Putinom o dogajanju v Ukrajini. Skratka, nobenega evropskega predstavnika tu ni bilo tukaj. Ne. Danes je... Samo če smem, ne? Kar izvolite. Biden je popravil ta umetniški vtis, ne? Kaj pa je Ker se naredil? je prej posvetoval, je rekel, z Nemci, Z evropskimi partnerji. Tako da oni v bistvu to nekako zakamuflirajo. Ne? Ja, ampak... Hočejo postaviti, to je naš interes, ne, evropski interes. Ampak, če pogledamo, vse je res, ne? Ker gre za v bistvu, bom rekel, staro železno zaveso, ne? Uno stran geopolitičnega prostora, ne? In zdaj se spet rožlja, ne? Ustvarjajo se tenzije. Ne? Zanima me, kaj točno Putin, ki ena slabost, ko govorimo o geopolitičnih igrah, ne, in samo hladnokrvno gledano, ne, ena slabost demokratičnih držav napram, da rečem, avtokratičnim, diktatorskim, ne, je ta, da se v demokratičnih državah menjujejo voditelji, medtem ko v diktaturah se pa pač ne. In ko imamo pa tu Evropsko unijo, je pa absolutno velikokrat kaotično. To smo videli tudi zdaj na primeru pač teh tenzij vzhodno od Ukrajine z bildanjem, da rečem tako pogovorno, ruskih vojaških sil. Ne. Mene zanima točno, kaj, ampak to je tako na glas, zdaj razmišljam, ni nujno vprašanje, ker je težko napovedati prihodnost do leta 2036, ko si Putin želi biti predsednik Rusije. Kaj pravzaprav on poskuša dobiti od slabe oziroma slabotne šibke Evrope? Dejstvo je, da je to nekaj, kar je absolutno opazil. Te stvari so opazne, opažamo jih vsi. Tayyip Erdogan je izsiljeval Evropsko unijo z begunci, torej s človeškimi življenji, z vso to mizerijo in tako naprej. Ne? Lukašenko ravnokar. In ko enkrat pogledaš in si misliš, ok, bila je neizmerna, da rečemo, človeška tragedija, ravnanje z begunci na belorusko-polski meji, ampak pol greš pogledat številke in vidiš, da gre za par tisoč begunk in beguncev. Ne. Na drugi strani imate Evropo, ki jih tako ne želi sprejeti, ne. S poudarkom seveda na Poljski. Ne. Ta Evropa, ta Evropska unija ima 550 milijonov ljudi. Zakaj je problem 4000 ljudi? Ne? Oziroma, odkje je tu ta strah? Če Putin premakne neki vojaških sil na svojo zahodno oziroma jugozahodno mejo, zakaj nastane tak kraval v Evropi? Ne? Zakaj se takoj govori o invaziji? Ne? Jaz mislim, strinjam se z vami pravzaprav, ne? Putin preizkuša in želi oslabiti Evropo in želi verjetno tudi Evropi pokazati, kako je zelo oslabljena, kako zelo ni enotna. Ne? Dobro ste rekli, ima skupno zunanjo politiko, ampak ne enotna. Ne? Zanima me, kaj je dolgoročni plan tukaj, ker vendarle moramo se pa ene stvari vseeno zavedati. Ne? Pustimo jedrski arzenal. Ne? Rusija ima bruto domači proizvod na višini tega, ki ga ima Španija. Rusija ni velesila v gospodarskem smislu, s to izjemo seveda, da ima ogromne zaloge plina, zemeljskega plina in nafte. Ne? Ampak z revolucijo, tehnološko revolucijo iz zadnjih 10-15 let, ne, torej hidravlično drobljenje, se lahko plin in nafta pridobivata tudi iz skrilavcev. ZDA so iz države, ki je uvažala, bila odvisna od uvoza teh energijskih virov, postala pravzaprav na račun te tehnologije izvoznica. Ne. Tako da ruski položaj, tudi gospodarsko gledano, ni tako zelo močen. Ta država ni tako zelo močna in me zanima, kaj je pravzaprav to, kar jo dela tako zelo neusmiljeno močno napram Evropski uniji oziroma Evropi. Ja,
Glejte, pod Putinom so, zahvaljujoč, ne glede na to, da so padle cene energentov, ustvarili nek rezervni sklad v višini 450 milijard dolarjev. Putin še lahko na nek način ob 8-odstotni letni inflaciji, nekako s socialnimi transferji drži nek socialni mir. Po drugi strani moramo pogledati na dveh konkretnih primerih, kako se manifestira, bi rekel, ruska zunanja politika in v bistvu državna politika, ki je personificirana skozi Putina. Spomnimo se, izbruhnil je spopad med Armenijo in Azerbajdžanom zaradi Gorskega Karabaha. Padlo je 4000 človeških žrtev in na koncu je bil, kdo je bil tisti, ki je, bi rekel, spravil sprte strani za neko pogajalsko mizo in dosegel mir. Bil je Putin, Erdogan je pa dobil vojno. Erdogan je pa pošiljal orožje, najmodernejše. In podobno zdaj počne tudi, to je sploh, Erdogan je sploh, bom rekel, dvoživka. Na eni strani kupuje protiraketne sisteme S-400, po drugi strani je članica NATO. Totalno inkompatibilna zadeva. Ampak, skratka, potem Putin je čakal, ko je prišel trenutek, se potem je posegel vmes in je dosegel konec koncev premirja, ki še traja. Poglejmo drug primer. 9. avgusta lani so bile volitve v Belorusiji. Lukašenko je te volitve zgoljufal, obstaja nebroj dokazov, zmagovalka je Svetlana Tihanovska, ki je morala potem pod pritiskom tajnih sil zapustiti državo s svojima otrokoma, njen mož, soprog, je ostal v zaporu. Ampak potem smo razmišljali in presojali, kaj bo storil Kremelj. Kremelj je podprl, seveda, Lukašenka, ga je podprl vojaško, politično, finančno, gospodarsko in tudi, ko je prišlo do ugrabitve tujega letala, potniškega letala, so preusmerili let iz Grčije mislim, da v Litvo, in je to letalo pristalo v Minsku. Protaseviča, novinarja, so potegnili ven, ostali potnik in njegovo dekle in tako naprej. In spet ne bev ne mev, Putin podpira Lukašenka. V tem primeru, jaz mislim, tragičnem primeru teh beguncev, na poljsko-beloruski meji, moramo vedeti, kako so ljudje pretežno z Bližnjega vzhoda, Iraka in pa Sirije, prišli na to ozemlje. Prišli so z veljavnimi potnimi listinami oziroma, se opravičujem, z vizumi Belorusije. Agencije so omogočile te lete in obljubljali so jim, da jim zagotavljajo transfer v Evropsko unijo. Dokler kanclerka Merklova ni govorila s Putinom in tudi z Lukašenkom, kar je, bom rekel, Evropska unija v celoti potem zamerila, ker ga je s tem v bistvu na nek način, so rekli, da je legitimizirala ukradene volitve, ampak Merklova je bila pragmatična in jaz si v tem primeru bi dal celo prav. Opravila je plemenito dejanje, vsako življenje šteje. Putin je spet igral neko, bi rekel, konstruktivno vlogo, pritisnil na Lukašenka, ki se je potem sešel s temi begunci in tako naprej. Ampak problem, jaz mislim, je drugje, v Evropi. Konkretno v Poljski, ki ne spoštuje evropskega prava, ni angažirala, bom rekel, Frontexa, ki bi lahko posedal, ni dopustila novinarjem na skupno mejo, ni dopustila humanitarnim organizacijam na skupno mejo. Skratka, jaz mislim, da je tukaj prišlo do očitne dehumanizacije Evropske unije kot take. Poljska je pomembna članica, velika članica, ima Poljsko na nek način lahko seveda tudi razumemo, ker ima izredno tragično, bom rekel, zgodovino. Izredno tragično, pa ne samo polpreteklo zgodovino, ali pa zlasti polpreteklo zgodovino. Ampak tukaj Morawiecki, premier, odigral to vlogo, vztraja na tem, in so vzpostavili bodečo žico, solzilec, topove in te demonstrante razgledali. Ampak Lukašenko se je spet pokazal, je rekel, ne, mi vas ne bomo deportirali nazaj, 2 letali ste sicer odleteli iz Minsk v Bagdad,
ampak ker mi bomo poskrbeli za vas. Če Evropska unija ne želi, da pridete, ja, bomo mi. Spet je, bom rekel, zaigral na karto, bom rekel, velikega, ne, odrešitelja. Ne. Ampak hočem povedati, odnos do Evropske unije moramo pogledati še drugače. Koga pa Putin dejansko podpira v Evropski uniji? Podpira, lahko govori z Macronom, govori, menim, da bo mogoče bo prišlo do nekega zasuka zdajle, ker prav danes je zaprisegel nov nemški kancler, ne? Lahko pride do nekega, bi rekel, zasuka, ne? V odnosu do Ruske federacije. Ampak ti odnosi so vendarle tudi, bom rekel, gospodarski odnosi. Ne? To, kar se je dogajalo z, bom rekel, Nord Streamom 2, ki je projekt vreden 12 milijard evrov. A ne? In zanimivo, zdaj pred, bom rekel, zimo, a ne, se vzpostavlja vprašanje oskrbe z energenti. Evropa, Nemčija dobijo večino, ne, energentov, bom rekel, zemeljskega plina, pač iz Velike Rusije. Ne? In postaja problem, ki ga je pa vzpostavil ukrajinski predsednik, da bodo s tem, ko bo začel delovati Severni tok 2, v bistvu Ukrajinci ostali brez transferjev in zaslužka zaradi transfera zemeljskega plina iz Ruske federacije preko ukrajinskega ozemlja pač v Evropo. Ne? Skratka, Putin bolj kot z Evropsko unijo, ki je po letu 2014 po zasedbi Krima uvedla nekaj paketov sankcij proti Ruski federaciji, bolj kot proti Evropski uniji pač trguje, ne, dela posle in se pogovarja, bi rekel, z posamičnimi predstavniki držav članic Evropske unije. Ne. In kaj to kaže? Ali to kaže na, bi rekel, bleščeče politične poteze ali pa diplomacijo Ruske federacije, ali kaže na nemoč Evropske unije? Jaz mislim, da to kaže ali pa predvsem na nemoč Evropske unije. Ne? In Putin se je spet pokazal, ko je benevolentno rekel, ne, mi v tem času, ko pač Evropa potrebuje zemeljski plin, mi ne bomo ustavljali tega. Ne? In kar je zanimivo, v obdobju najhujše hladne vojne nikoli ni prišlo do blokade dobav energentov iz Ruske, oziroma tedajše Sovjetske zveze. Tako da zadeve so tukaj, jaz mislim, da pa vendarle je nekdo, ki na te zadeve glede avtokratske vladavine Putina opozarja na stvari. To je, bi rekel, Svet Evrope. In Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je s svojimi verdikti v bistvu opozorilo na protizakonita dejanja ruskega režima in ruski vladi v nekaj primerih naložilo plačilo odškodnine žrtvam. Po drugi strani pa moramo spet pogledati stvari. Glejte, kaj se je dogajalo z Litvinenkom, kaj se je dogajalo s Skripalom, kaj se je zgodilo z Berezovskim in številnimi drugimi, kaj se je zgodilo z predstavniki Čečenije, recimo na Dunaju, ne, neuradnimi predstavniki, ne, ampak se pravi nekimi eksponenti ali pa posamezniki, ki so bili vpleteni v drugo čečensko vojno, na primer. Ne. Glejte, veliki demokrat Vladimir Bukovski, žal že pokojni, ki je bil prisiljen zapustiti Sovjetsko zvezo in je živel na otoku v Veliki Britaniji, je rekel eno zelo pomembno zadevo in je v bistvu ošvrknil bolj kot kdorkoli, pa mislim, da je bilo to boleče, ne, za Kremlja. Ne. Je rekel tako, enkrat vohun, vedno vohun. Nikoli ne boš slekel tega plašča represivnih organov. In dejal je še eno pomembno zadevo, da znotraj, gledajte, Američani imajo, mislim, da 18 ali 17 teh podskupin varnostno-obveščevalnih služb. Ne? To je lepo opisal Edward Snowden v svoji knjigi. Ne? In Vladimir Bukovski je takrat dejal, v Rusiji še vedno deluje v bistvu tajni oddelek, tako imenovani 13. oddelek za likvidacijo državnih sovražnikov. Spet tista neslavna dediščina. Jaz zdaj ne morem empirično tega dokazati, jaz se sklicujem na Vladimira Bukovskega, ki je povedal te stvari o Putinu. In dejstvo pač je, da Putin
ni nikoli slekel tega obveščevalskega plašča in Putin je celotno svojo kariero 2 desetletji gradil na zaupnem odnosu z predstavniki tako imenovanega represivnega aparata. No? To so pa dejstva. Ne, dejstva so tudi ta, da pač Američani izvajajo predvsem z brezpilotnimi letali in podobnimi tajnimi programi, predvsem tudi likvidacije po celem svetu. Ne. Zdaj, oni trdijo, da pobijajo teroriste, če zraven pobijajo še cel kup civilistov, se pravzaprav ne zgodi nič. Ne. Tako da to je neko vedenje svetovnih velesil, pač v takšnem svetu živimo. Ne. Zdaj, da gremo nazaj, medtem ko ste to razlagali, sem razmišljal o eni stvari in sicer pravzaprav, da se vrnem na začetek, Lukašenko, ti begunci na polsko-beloruski meji, ne, in tako naprej, potem Putinova benevolentnost, no, ne bomo ustavili dobave plina, zima je, ne, posmehujejo se Evropski uniji, ne, to je popolnoma jasno. Ne. Ko Putinov režim, imenujemo ga Bob, financira ali drugače sponzorira Geerta Wildersa, skrajnega desničarja iz Nizozemske, Marine Le Pen, Salvinija in tako naprej. Jaz mislim, da sledi temu vzorcu, sicer na nekem drugem nivoju, ampak temu vzorcu, ki ga je začel razvijati morebiti v Gruziji leta 2008 z Abhazijo in Južno Osetijo. Skratka, ustvariti, ampak pravim, na nekem drugem nivoju, ustvariti nesoglasje, ustvariti nejasnost. Evropska unija, mi lahko sploh govorimo o Evropski uniji. Kot ekonomski blok, da, nesporno, ampak kar se tiče zunanje politike, ne vemo. Ne? Skratka, ustvarjati neko nejasno sliko, kjer ni točno določeno, kaj pravzaprav tam je. Ne? In to je to, kar mislim, da Putin s temi delitvami, ne, zdaj ali to izvaja prek Lukašenka, oziroma ima Lukašenko zagotovljeno vnaprej njegovo podporo, ali se skupaj z Erdoganom smejita, ko pač izsiljujeta Evropsko unijo in od drugega se učita, tako nekako si jaz to predstavljam. Tako da verjamem, da gre tukaj za te stvari, da gre za načrtno ustvarjanje teh delitev in tega rušenja, ni pa seveda za vse kriva Rusija, kar se dogaja razdruževalnega znotraj same Evropske unije. Putin ni, mislim, da financiral nobenega od plakatov, ki so na otoku viseli pred referendumom za Brexit. Ne. Tako da imamo ogromno masla na glavi, tako rekoč. Ne. Zdaj, kar se gospodarsko tiče, ne, Rusija ima od izvoza plina in nafte, oziroma izvoz plina in nafte predstavlja okrog 30% bruto domačega proizvoda. 40 v normalnih okoliščinah, od 40 do 50% vladnega proračuna prihaja iz tega le naslova. Ne? Skratka, ko mi govorimo o tem, da bi Putin recimo lahko kadarkoli zaprl pipico, ne more kar tako, to je absolutno dvorezen meč. Ne? Rusija pravzaprav, da bi imela socialno državo na nek način, da bi funkcionirala kot neka država, ki si želi tudi razvijati svojo vojsko, ne? Potrebuje, da se nafta nekje cena nafte, soda nafte stabilizira nekje na $65 ameriških. Trenutno je 66, ampak lansko leto, ne, je bilo absolutno uničujoče in katastrofalno. Takrat je cena nafte pravzaprav padla celo v minus $37. Ne. V Teksasu je to recimo pomenilo, da si ti moral plačati nekomu, da ti je nafto, ki si jo črpal, odpeljal in jo vzel, ker so vsi, ne samo v tej zvezni državi, ampak širom sveta, enostavno zapolnili vsa možna skladišča, oziroma kakorkoli se že to pravilneje imenuje, kjer so pač to nafto shranjevali. Ne, kupovali so tankerje, tudi Rusija, zato da so bili pozicionirani v pristaniščih, samo zato so tam imeli nafto. Ne. Nord Stream 2, to je ta 12 milijard evrov vreden plinovod, ne, ki bo povezal oziroma dobavljal ruski plin primarno Nemčiji, ampak seveda preko vzpostavljenega sistema Evropi. Ne.
Ko Američani rečejo, da je treba dati sankcije na to, k čemur pozivajo tudi nekatere članice Evropske unije, Poljska, baltske države in tako naprej, ampak Nemci odgovarjajo, to je gospodarsko vprašanje. Mi želimo imeti več ponudnikov, od katerih lahko prejemamo zemeljski plin. Nemci so zelo hitro povezali, da želijo Američani dati sankcije na Nord Stream 2, zaradi tega, ker imajo sami izobilje zemeljskega plina in ga želijo izvažati v svet v obliki utekočinjenega zemeljskega plina, torej LNG. Po drugi strani, jaz mislim, da bo ta dve stvari tukaj vredni pozornosti, kar se tiče to desetletje, ker na koncu je gospodarstvo eden od bolj civiliziranih načinov, kako se lahko rešujejo različni problemi med državami, ker dokler posli tečejo in smo drug od drugega odvisni, stvari še nekako grejo. Ampak Rusija že izvaža 11% svojega plina in nafte, plina, se upravičujem, 11% svojega plina Kitajski, to bo zelo naraslo v tem desetletju. Evropa sploh ne bo več ključni partner mora biti v tem pogledu. Po drugi strani se je nova nemška vlada, Olaf Scholz, se pravi, čujem, je zaprisegel danes, nova vlada je nekako sprejela program, da naj bi do leta 2030 80% energije pridobivala iz tako imenovanih obnovljivih virov. Do leta 2040 naj bi zaprli še zadnjo elektrarno na pogon zemeljskega plina. To so te letnice, ki jih vedno okrogle, ki jih radi politiki pomikajo nekam v neko dogledno prihodnost, potem je seveda vprašanje, ali se tega držijo ali ne, praviloma se ne. Ampak vidimo, da se bomo gospodarsko na nek način odmikali, Evropa in Rusija. To meni osebno, rekel, da zbuja skrbi, nočem dati neki čustev zdaj na to, ampak vidim možnosti za zaostritve potem vseh drugih geostrateških odprtih vprašanj med eno tvorbo in drugo. Ja, to ste navrgli zdajle veliko, bom rekel, podrejenih vprašanj, ampak gledajte, najprej en detajl, da je Nord Stream 1 in 2 narejen, v bistvu je bivši kancler, nemški kancler, Gerhard Schröder, praktično so ga imenovali, da je on v bistvu minister brez listnice v ruski vladi, in je šlo za posel. Ampak tudi, če bodo pritisnili s sankcijami, glejte, bolj ko bodo pritiskali na Rusijo, bolj se bo ta povezovala s Kitajsko. Za Združene države Amerike Rusija ni več primarni, bi rekel, nasprotnik. Primarni nasprotnik je Kitajska. Ampak bolj ko se bodo te zadeve šle v neko negotovo smer, bolj bo Rusija skočila v objem Kitajske. In Kitajska zakupuje energetske vire, Kitajska kupuje, če omenimo, recimo, kar počne v Afriki, recimo z, bom rekel, strateškimi elementi, surovinami in tako naprej. Tako da tukaj težko je biti zdajle, težko je potegniti neke končne konsekvence, ampak glejte, Rusija, jaz mislim, da je enostavno prevelika država, da bi lahko rekli, zdajle, to je to, ko so včasih pri nas pred 30 leti rekli, čez Kolpo, to nas ne zanima, ampak to je, že francoski predsednik Mitterrand je govoril o evroatlantski varnosti, od Atlantika do Urala. Rusija pač, jaz se strinjam, da je gospodarsko, nima tega potenciala. Ona je na ravni, kot so države Brazilija, recimo Indija, tehnologije Kitajska ne more. Ja, ampak glejte, ima izredno razvito, visoko, kakovostno, sofisticirano vojaško industrijo. Razvoj novih orožij, supersoničnih orožij. To mislim, da tukaj gre zelo velik del državnega proračuna, ampak na tem področju s posodobitvami in zračnih sil in podmornic, kopenske sile, to je pač tisto, kar mi vidimo. In vprašanje, kaj je res, kar mi vidimo. Tega ne vemo. Ampak Rusija enostavno, mislim, da je prevelik dejavnik. Mene skrbi ena stvar,
Tukaj nismo govorili zdaj o tem, bi rekel, ruskem nacionalizmu. Ne? Da v bistvu Putin je zdaj še nekako, ne, kaj lahko sledi, ne? S tem, da so mu omogočili, da ponovno kandidira, da je prišel do tako imenega procesa, kot rečejo Rusi, obnuljenja, se pravi izničenja prejšnjih mandatov, spremenili ustavo. Valentina Tereškova, prva kozmonavtka, je v parlamentu, v državni dumi rekla in prišla do rešitve. Ne? Celotno ustavno sodišče se ukvarjalo s tem, kako bi to naredili, no je pač to potem predlagala, ne? Kot ugledna članica te stranke Enotna Rusija, ki v bistvu na nek način deluje po istih principih kot bistvu komunistična partija. Ne? Ampak, glejte, vendarle, kakorkoli zveni to kontradiktorno, Putin je na nek način predvidljiv. Na nek način je predvidljiv. Ne? Ampak kaj recimo, če pride do Kremlja nekdo, ki bo zagovarjal bistveno bolj radikalna stališča. Mi moramo vedeti, da tudi Aleksej Navalni, ki prestaja zaporno kazen, ima včasih izredno radikalna stališča glede nacionalnega vprašanja, glede tako imenovanih prišlekov, ne Rusov. Ne? To so tista volatilna vprašanja, ki po moje so lahko pa Armagedon na nek način. Ne? In upamo, da pač do tega na nek način ne bo prišlo. Ne? Putin na nek način je skrbnik, je varuh v bistvu tega jedrskega potenciala, igra pač neko igro, testira v bistvu enotnost zahodnih držav, ampak gledajte, meni je bilo včeraj na nek način prav bizarno, ne? Tukaj govorimo, ne, o nekih hudih zaostritvah, tukaj se kar naenkrat pojavlja neka teza, mislim, kaj za božjo voljo danes, ko smo prihajali v Slovensko mladinsko gledališče, zunaj zelo sneži. Ne? A si predstavljamo januarja, v bistvu kako bi izgledal ta vojaški poseg. Ne? Res, da zemlja bo zamrznjena, to je idealno. Ne? Res, da imajo dovolj, bo je rekel, vojaške sile, kopenske sile. A ne? Po drugi strani pa gleda zlomka, je pa zelo zanimivo, ne? Da morajo ukrajinski vojaki, naprimer, ne? Je obveznost, da do leta 2025 vsi obvladajo angleški jezik. Zaradi česa? Da bodo gledali angleške filme, brali angleške knjige. Ne, zaradi načina poveljevanja. Rusija pa po drugi strani želi vzpostaviti nek tampon, ne, znotraj tega prostora. Dobro, ne vzhod, ampak ne zahod. Ukrajina naj deluje po svoje, ampak dejansko, da ima pa NATO ofenzivno orožje na neposrednih mejah. Ima ga v Romuniji, ima ga na Poljskem in tako naprej in tako naprej. Ne? Kot rečeno, tukaj gre za, bi rekel, proces akcija-reakcija, ne? Ampak nek ta momentum, ne? Ko preskoči iskra, ne? Zdaj, ena stvar je, to je lokalni konflikt, ne? V vzhodni Ukrajini. Razmeroma, to je bil zamrznjen konflikt, a ne, ki je zdaj eskaliral, oziroma eskalira praktično zdaj že od leta 2014, ampak je nekako pod nadzorom. Veliko je pa tudi, bom rekel, propagande, kontrapropagande in tako naprej. Včeraj sta se prav na tej, bi rekel, video povezavi, ne, sta se oba predsednika pač lepo pozdravila, vse je bilo okej, ostalo so pa prevzeli, bi rekel, operativci. Ne. In pomembno je, da se v bistvu, če citiram, tu je zanimiv brat, poročilo Kremlja pa poročilo Bele hiše. Ne. Ampak ena stična točka pa je, naložila sta svojim operativcem, da nadaljujejo delo. Ne? Ampak zakaj, jaz po pravici povedano, no, poskušam nekako racionalno razmišljati, pa naj za božjo voljo že nekdo pojasni, ne, od bolj poklicno, kakšni bi bili pravzaprav razlogi, to Nemci bi temu rekli Verstand verloren, to je, ni nekega racionalnega jedra, zakaj bi Rusi začeli to ofenzivo. Maja pa dejansko, tako kot kažejo te, bom rekel, satelitski posnetki, dejansko Belorusija, ne? Predsednik Lukašenko, zadnji avtokrat, ne? No ja. Ne? Ja. Ne? Okay. V bistvu opravlja vlogo Putina zdaj, ne? Ruska federacija ima močna oporišča na ozemlju Belorusije. Lukašenko je celo zahteval, prosim Putina, dajte nam jedrsko orožje, mi bomo to pač uporabili kot element pogajanj, ne, kot element ustrahovanja in tako naprej, element moči, pogajalske moči. Ne. Hočem reči,
dejansko se sprašujem, naj nekdo vendarle pojasni, kakšni naj bi bili, kaj bi Rusija s tem dosegla, kakšni so motivi, da bi, veste, to ni Krim. Konec koncev Krim so zamaskirali, dali so fasado, ljudje so se izrekli na referendumu, vojska je prišla brez oznak, brez epolет, pa smo vsi vedeli, da gre pač. Ne? Drugo vprašanje je, so ljudje na Krimu zdaj srečni ali gospodarsko boljše živijo. Ti ljudje v vzhodni Ukrajini, ne, ki pač je na nek način pomembno območje, ne, ampak ti ljudje trpijo, to je mizerija od življenja. Ne. Je pa res, da razmišljajo korak naprej, dali so jim, ne, po naši osebni izkaznici potne listine, Rusi rečejo potna listina, ne, in so državljani Ruske federacije. In to je pa mogoče malo pretirana teza, ampak glejte, Hitler, ne, je svoj čas govoril o miru. Ni govoril, ne, o vojni, ampak govoril je o, bom rekel, nemških manjšinah, ne, ki so po 1886, po Bismarcku ostale pač, ne, na bivših ozemljih Sudete in tako naprej. In tako naprej. Ampak to je zelo, bi rekel, nevarna in preročna. Ne? Adut, ne? Ko je bil Medvedjev predsednik uradno, ne, ja, pa ko sta potem naredila to premier, zamenjavo, ja. ne? To je bilo tam okrog 2008. Niti ni pomembno, ampak vem, da je bil Medvedjev ta, ki je pravzaprav sprejel oziroma za časa njegove petih narekovajih vladavine, se je Rusija sprejela zakon, da se podeli državljanstva ruskim ljudem, ne glede na to, v kateri državi živijo, tudi če v državi, v kateri živijo, bodisi baltske države, bodisi Ukrajina, tamkajšnji zakoni ne dopuščajo dvojnih državljanstev. Ne. Istočasno je bilo v paketu sprejeto to, da si Rusija jemlje pravico, da lahko posreduje kjerkoli, da zaščiti svoje ljudi. In to je pravzaprav to. Ne. Jaz osebno ne verjamem, da bo prišlo že od samega začetka, ko se je to kopičenje sil bodi si začelo ali bilo prvič razkrito. Ne verjamem, da je bil namen Putina, ok, gremo zdaj napasti Ukrajino, ker bi to, če bi hotel, bi že naredil. Zanj je to lahko, ker to stane, to vendarle stane, da ti premakneš toliko vojakov, ne, to stane ogromno denarja. Ne? In to je ogromna logistika, ampak to je za njega lahko neka vojaška vaja. To je čista oblika vojaške vaje. Te vojaške vaje so bile že poletje, ne? Spomnimo se. Da, je bilo absolutno. 125,000 ruskih vojakov na meji. Ne? Ampak gledajte, vendarle gre tukaj, ne vem pravzaprav, od kje je ta teza, ne? O domnevnih pripravah, ne? Da bo prišlo do posega, ne? Do invazije. Iz prenagljenih izjav to ne vem, to jaz bom rekel, voditeljev. dajmo reči tako, da jemljem to pač bom seveda neprijetno, ne? Presenečen, vse veste, kako je včasih novinarje, ne? Naloga novinarja je, da napovedujemo, kaj se bo zgodilo v bližnji ali bolj oddaljeni preteklosti, potem pride čas, ko moramo pa pojasnjevati, zakaj se to ni zgodilo. Recimo, če smo malo samoironična, ne? Ampak dejansko zdajle ne vidim racionalnega razloga, komu bi to koristilo. Mogoče bi koristilo to samo v tem smislu, kot sem rekel, da Putin izsili, ampak Američani na to ne bodo pristali, NATO na to ne bo pristal, da bi dali pisne garancije, da se bo penetracija NATO na vzhodne meje. 30 let poteka ta debata, ne? NATO se širi na vzhod, klasično vprašanje je, kako prepričati Ruse, da to ni na škodo ruskih interesov, ampak to je vsaka gospodinja bi na to odgovorila, da to nekako ne gre skupaj, ne? Tle ste eno zelo dobro stvar izpostavili, ne, glede samokritičnosti, pa mislim, da to ne pade na naju dva, ampak je res, da danes prevladujejo kliki. To je absolutno pomembno v novinarskih člankih bilo katerih medijev, tudi svetovnih, seveda, jasno. Ne. In če spremljamo recimo odzive konkretno na ta primer, kaj se dogaja zdaj ob rusko-ukrajinski meji na ruski strani, ne, predstavljajte si sledečo stvar. Bom karikiral, 12 evropskih voditeljev poda neko svoje videnje te situacije. Ne?
Za naslov ali podnaslov bo izbrana najbolj alarmantna izjava. To se resnično dogaja, ker mediji so odvisni tudi od klikanja. Tukaj je veliko resnice, da pač tisti, ki bi morali osveščati svet oziroma ozaveščati, seznanjati s tem, kaj se dogaja, ne, velikokrat pravzaprav tudi sami igrajo to igro, padajo v te pasti, ne, zaradi popolnoma zame osebno bizarnih razlogov, ne pripomore pa to niti slučajno k umiritvi strasti. Zdaj sem v svoji glavi odvrtel vse naslove člankov in tisto, kar piše v prvih 2 odlomkih, vse, kar sem prebral v zadnjih 2-3 dneh na to temo. Ne. In vedno je bila poudarjena, mislim, da skoraj vedno je bila poudarjena možnost invazije na način, kot da je ta tik pred zdajci. Ne. Ko ste prej omenili, kaj pride za Putinom. Ne? A ste se, to je ta stvar, ste gledali to na nizanko, bila in britanska in potem Američani Netflix, mislim, da je naredil, pač kakorkoli se temu reče, pač so naredili svojo verzijo, ne? House of Cards, ne? Hiša kart. Ne? In tam notri dejansko v tej ameriški verziji so našli nekoga, ki je Putinu res podoben, da igra ruskega predsednika. In potem razlaga on v Kevinu Spaceyju, dobro, mi ne maramo, da se k nam kdo vtika, ker veste, kako v naše notranje politične razmere in vam bom povedal, zakaj. Pri vas ljudje grejo na volitve in zamenjajo oblast, če jim karkoli ni všeč. Pri nas rušijo spomenike. In to je absolutno fantastična, čeprav gre za Netflixovo serijo, analiza nekega Putinovega gledanja na pač razmere v Rusiji. Od tu njegova paranoja. Ne? Moramo vedeti tudi to, ne, da pač Putin verjetno živi neko svojo nočno moro. Jaz sem bral te članke, da naj bi on bil obseden s tistim videoposnetkom uboja oziroma umora Gaddafija. Ne? Ne verjamem jim posebno, ker tukaj ni nobenih dokazov, ne? Ampak verjamem, da je zelo paranoičen glede pač tega, da se more ohraniti na oblasti zdaj celo do leta 2036. To ni lahko. Ne? Če pade, lahko pade zelo krvavo. Ne? Ampak kaj pa na drugi strani? Ne? Kaj pa bo sledilo Joe Bidenu, ne? Ki se ponovno misli kandidirati in mislim, da ne bo šlo to skozi. Prešibak je. In ker poanta je, zakaj vzpostavljam Ameriko, je pa ta, ne, ko je Sovjetska zveza počasi implodirala, so republikanci v 80-ih letih, zato da bi povečevali vojaške izdatke oziroma izdatke za vojaško industrijo, ne, razvili to tezo o ranjenem ruskem medvedu. Ne. V redu, kaj pa kaj pa ameriški grizli? Ne. Kitajska bo vsaj leta 2028 postala svetovna vojaška velesila, kako bodo Američani to sprejeli, če bodo imeli spet nekega Trumpa ali njemu podobnega na oblasti in tako naprej. Ne. Skratka, vidim, in to je moje zadnje vprašanje oziroma komentar, bi potem morebiti prepustil še komu, če bi želel kaj vprašati. Ne. Vprašanje nekako zapakirano pa je. Ne. Jaz sem do nedavnega nekako si razlagal to 21. stoletje, ne, potem, ko sem videl, da so nas nategnili. Ne. Leta 2000 so nam govorili, to bo čudovito. To bo čudovito stoletje. Ne. Francis Fukuyama, ta njegova knjiga Konec zgodovine je še vedno bila v ospredju, tudi fakultete za družbene vede, kjer sem jaz takrat študiral, bla, 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 bla. Skratka, vidimo, kam grejo stvari. Jaz sem razvil neko razmišljanje v smeri, da pač kar se bo zgodilo v 21. stoletju je to, da se bo razviti svet ograjeval od problemov, katerim tudi sam botruje. Amerika gradi svoje zidove oziroma svoj zid, ravno tako Evropa, Avstralija figurativnega na morju, Izrael, Indija in tako naprej in tako naprej. Ne? Medtem, ko preostanek sveta, ne, vse ostale države bo pa požrl en kaos, ne, in države bodo propadale, tako kot je Sirija, tako kot je Libija, tako kot je Irak, tako kot podsaharska Afrika, širijo se cone brez vladja. V Mehiki recimo vlada ne nadzira 40% svojega ozemlja. To je primerljivo z Afganistanom leta 2018-2017. Ampak moja vizija je, zdi se mi, da je bila ta malo preveč površna. Ne? Tako da moja trenutna vizija oziroma napoved je ta, da na eni strani bomo imeli avtokrate, ki enostavno se ne bodo hoteli posloviti.
Mohamed bin Salman v Saudski Arabiji, Putin v Rusiji, kitajski voditelj Xi Jinping in tako dalje in tako dalje. Ne. In ko pomislimo, da bomo mi morali s temi ljudmi, da bodo oni pravzaprav vplivali na dobrobit celotnega sveta, more biti še desetletja, je to zelo strašljiva misel. Ne. Na drugi strani pa vidimo politično negotovost, vidimo politične razdore, vidimo politično nestabilnost in tako naprej. To vidimo v Sloveniji, to vidimo v Evropski uniji, to vidimo v ZDA. Slabo se nam piše, to hočem reči. Je. Vprašanje je. Da komentirate, kaj si mislite o tem, kaj sem jaz zdaj tukaj napletel v tem dolgem ekspozeu. Zanima me vaša vizija. Jaz se bom omejil na to, kar mogoče bolj poznam. Upam, da sva ene stvari vendarle poskušala nekako elaborirati, posebej nekako priročno pojasniti. Ampak gledajte, mogoče pa se lahko zatečemo v literaturo. Ne. Rusija premore izjemne pisce in jaz to neizmerno rad berem. Ne. Ampak ena takšna, bi rekel, science fiction je Opričnikov dan, ne. Sorokin. In priporočam tole, to je v bistvu, kam bo šla, bom rekel, stara celina, kam bo šla ta civilizacija in tam je dejansko neizmerno sodelovanje med Rusi in Kitajci, podrejenost ostalega sveta, ne vem, zdaj nočem tako reči lux ex orienta, da luč prihaja iz vzhoda, ne, ampak gledajte, Rusija je hkrati evropska in azijska država in tako enkrat sem v neki debati rekel in zaradi tega v bistvu simbol ruske državnosti, ruski orel gleda hkrati na vzhod in gleda hkrati na zahod. Kakšna bo ta prihodnost? Jaz mislim, da vsak dan je pomemben, da ohranijo te primarni deležniki, ne, neko raven, neko stopnjo predvidljivosti. Tisti trenutek, gledajte, jaz razmišljam tudi o neki zadevi, gledajte, zdaj se govori veliko o tej kibernetski varnosti, Biden, Putin sta včeraj ogromno govorila, NATO, ne, 2 leti po vrhu v Londonu, kjer so obeležili 70. obletnico NATO, ne, katerega članica smo tudi mi, a ne, ki je doživel totalen polom v 20-letni vojni v Afganistanu, ne, in tako naprej in se neslavno umaknil. Rusi so rekli, da je to največja katastrofa, ne, polom in tako naprej, čeprav imajo svojo izkušnjo z 10-letnim posegom takrat kot Sovjetska zveza v Afganistanu. Hočem reči, razmišljam o tem, da obstajajo pač neki sistemi, ne, da je dejansko ta digitalizacija pripeljala do nečesa, kar pa mogoče je nekako imanentno samo sebi. Ne. Kdo nadzoruje tiste, ki to nadzorujejo? Ne? In zdaj so pač vsi ti sistemi, ne? Pa veliko smo gledali dobrih filmov, ne? Ki so presneto dobro narejeni, ne? Science fiction filmi recimo pa govorijo o tem, da v zadnji sekundi se pač nekaj prepreči, da se nekaj pač zgodi. Recimo, ko je bila sestrelitev južnokorejskega letala, ne? To je bila prisebnost samo konkretnega, za časa Sovjetske zveze, konkretnega oficirja, ki je bil za tem velikim pultom in ni recimo, se ni začela, ne bom rekel, nuklearna vojna, ne? Ampak to se mi zdi, da je. Druga stvar je, kako bodo te države vendarle sodelovale pri sanaciji, bom rekel, ekoloških razmer. Rusija, kot smo rekli, gledajte, pa potuješ v bistvu iz enega dela na drug proti vzhodu 11 ur, ne? Pa ne vem, potoval sem recimo iz Moskve v Jakutijo, ne, pa sem bil celo noč na letalu in potem sem bil še vedno v Rusiji. Mislim, to so enormna prostranstva, ampak če se bo temperatura zvišala za več kot 1,5 stopinje, ne, in očitno se bo, gledajte, Rusija leži v bistvu na tempirani bombi, ne. Permafrost se tali, spodaj so izjemne, enormne količine metana, ne, ki je zdaj pač varno spravljena, ne, in to je tempirana bomba, to tiktaka. Če se bo to zgodilo, adijo, ne. Tako da ne vem, mislim, da bi vendarle zaradi generacij, ne, ki so mlade generacije, ne, zaradi naših otrok, zaradi naših vnukov, ne, vnukina, ne, da je potrebno sodelovanje in Evropske unije, in Združenih držav Amerike, in Ruske federacije, in Kitajske, zlasti na tem področju, ne.
To pa mislim, da gre bolj za vroče hladne igrice, ne? Da se s tem pač nekaj doseže. Mogoče se motim, ampak po neki zdravorazumski logiki ne vidim enega racionalnega razloga, zakaj bi si Rusija privošla, ne? Invazijo. Ne? Druga stvar je, bo mogoče, ne vem, teoretično, kaj pa če si izvan, ne? Pa da storiš to zaradi nekega spleta okoliščin in tako naprej. Ampak kot rečeno, vrniva se mogoče malo k dobri literaturi. Opričnikov dan Vladimir Sorokin v bistvu ne opisuje tako tragično teh zadev, ne? Tako da naj se ta fikcija nekako spremeni v neko bolj komfortno življenje, ne, z vsemi ostalimi radostmi. Ne. Geopolitika bo pa ostajala naprej, ne. In te tenzije bodo obstajale naprej in ti resni prostori bodo ostajali naprej in varovanje teh interesnih območij bo po moje vse še naslednjih nekaj let zelo aktualno. Ne. Ampak ključno je, da pride do, recimo, da odmaknejo to mizo, da odmaknejo v bistvu to nevarnost, da ne pride do te kataklizme. Ne. Ampak to po moje mislim, to je lahko usodno. Ne. To ni več potem, veste, to doživeli smo katastrofo, ne daleč od nas, ne, na Balkanu. Ne. In že takrat so v bistvu opozarjali, ne, kaj če se to je bila vladavina potem konec Gorbačova, vladavina Jelcina in zunanjega ministra Kozirjeva. Ne. In so rekli, kaj če se to ponovi, ta scenarij. Ne? Šlo je pač za razpad dveh unitarnih držav. Ne? In zdaj samo še z eno tako osebno refleksijo. Mi smo se takrat na veleposlaništvu, takrat je bila Jugoslavija, ne, leta 90 in 91 še dobivali v Moskvi na tem veleposlaništvu, sedeli smo v neki blindirani sobi, kjer ni bilo prisluhov in tega. Ne? In takrat je bil uglajen gospod veleposlanik Vereš. Ne? In smo videli, da se pač nekaj se premika, nekaj se dogaja, demokratizacija, Andrej Saharov, recimo, vitez atomske dobe, je sprožil nek proces, regionalna skupina deputatov je sprožila nek proces, ne? Jelcin je začel z nekimi, bi rekel, poskusi. Ne? In takrat sem jaz tako naivno se rekel, poslušajte, veleposlanik, ampak se vam ne zdi, da lahko ta država razpade? Pa je rekel, zdaj bom ga citiral, ki je bil tako originalen, siv možak, je rekel, ne, če to tata da dopusti. Se pravi, Gorbačov, ki je še danes pri močeh, je živ, ne? Ima močno sladkorno bolezen, ampak jaz mislim, nekateri, zrasti notranji krogi, ne? In Putin, s katerim sva nekako začela kot osrednja figura tega najinega pogovora, upam, da je bil vsaj kolikor toliko zanimivo, ne? To Gorbačov zelo zameri. Ne? Jaz pa mislim, da smo mu lahko hvaležni, da ni z vojaško silo reševal, čeprav na nekaterih notranjih področjih znotraj tedanje Sovjetske zveze je prišlo do reševanja problemov z vojaško silo. Ne? Tako da, ne vem, jaz mislim, da je dolžnost vseh teh sistemov in podsistemov, da zagotovijo razmeroma varno tranzicijo in da ne pride do tega, bi rekel, nepovratnega dogodka, ne, ki bo čas začel šteti po novem. Če pa zdaj recimo vse to v neki funkciji zastraševanja, ne, fantje, pamet v roke, ne, pa je tudi dobro. Ne. Je pozitivno, je koristno. Ne. Tako da kdorkoli bo v Rusiji na oblasti, bo pač Zahod, Evropa, Zahod bo moral, Kitajska bo pač morala po moje bodo morali računati na sodelovanje s to državo. Je enostavno prevelika, da bi jo nekako izničili. Hkrati pa mislim, da bi morali gledati tudi neke druge stvari, da vendarle to za celotno svojo kulturno, nesnovno dediščino, da v bistvu je pa to hkrati bazen, iz katerega še danes črpamo dobre stvari in mislim, da si konec koncev, gledajte, sami Rusi si ne želijo vojne. Ne želijo vojne, konec koncev tudi ta vojna, omejena vojna, v omejenem obsegu, prva, druga čečenska vojna, ne, mislim, večina, ne, bom rekel, običajnih državljanov in tisti vox populi, kolikor ni bil prikazan kot propagandna mašinerija, ne, nihče si tega ne želi.
Po drugi strani je pa spet res, a ne, da je Lev Nikolajevič Tolstoj je skozi pisal, a ne, je rekel, vsi so govorili, ne bo vojne, ampak vojna se je tiho prikradla skozi stranska vrata in zdaj pač imamo. Ne. Ampak No, razmere so danes vendarle drugačne kot takrat. Ne. Če nič drugega, vsaj gospodarstvo zaenkrat še drži, pač te voditelje skupaj. Ne. Kitajsko in Ameriko se dostikrat recimo prikazuje v karikaturi kot dva ujetnika, kot dva zapornika, ki pobegneta iz zapora, bi rada šla vsak na svojo stran, ampak ju drži veriga skupaj. Ne. To je zame absolutno dober konec. Jaz, kot rečeno, nimam nobenih nadaljnih vprašanj. Zanima me, če ima kdo morebiti od vas. Imate? Kar izvolite, prosim. Obljuba je bila, da bomo slišali nekaj od opozicije. Ni prišlo do vrsta. ja, Ne, čeprav nekaj je bilo rečeno, ampak ampak prosim, jaz izvolite. mislim, ne, če smem. Kar. Glejte, jaz nimam, seveda ne pretendiram, da pač sem tukaj nek ključni razsodnik, ampak nekaj je, a ne, nekaj moramo poudariti, a ne. Da to, kar počenja ta režim, Putinov režim, ne, da to je nesprejemljivo. Prvič, kaj so naredili z mediji, v bistvu razen Nove gazete, ne, in tu je zanimivo, da je Nobelovo nagrado za mir dobil odgovorni urednik Nove gazete. To je nek signal, ne, da to ni v redu, kar se tam dogaja. Oziroma, da Zahod spremlja te stvari. Tako, da je na radarju, a ne. In druga stvar, v bistvu to drastično kaznovanje opozicijskih shodov z prekomerno uporabo sile, to jaz mislim, da je nedopustno. Ruska ustava dopušča mirna združevanja, ljudje imajo pravico, ne? In s tem v bistvu te represivne organi kršijo rusko ustavo. In zdaj pač, bom rekel, ključno vprašanje Aleksej Navalni, ki v bistvu kot, bom rekel, najmočnejši predstavnik opozicije. Ne? Pa ne bom šel zdaj na Tomsk in zastrupitev, a ne, pa posredovanje Nemčije, pa klinika Charité in v bistvu zastrupitev z novičokom, ki je evidentno dokazana, ne. O tem je govoril Macron in Merklova, a ne. Da ta način tretiranja opozicijskih, bi rekel, vodij, a ne, ali pa eksponentov drugega mišljenja od, ne, opozicijskih, bi rekel, razmislekov, a ne, to je nedopustno. To je kriminalno dejanje. To, da so Borisa Nemcova ubili, ne, pred Kremljem, še danes ni, on je bil pred Navalnim, bi rekel, potencialno najmočnejši opozicijski lider. On je bil tudi v Jelcinovi vladi svoj čas, kot mlad perspektivni politik, a ne. To pa so stvari, a ne, kjer ni popuščanja, ni tolerance. Do tega bi to, in to Svet Evrope to počne, ne. Nekateri obsojajo, pa hkrati trgujejo. Jaz mislim, da sankcije bi bile po moje najbolj učinkovite, če bi zaprli vse bančne račune. Vsem, bi rekel, oligarhom, ki podpirajo Putina. Po drugi strani pa sankcije vedno prizadenejo, bi rekel, običajne državljane, ne. Glejte, mi moramo vendarle vedeti, da je Aleksej Navalni na volitvah v Moskovski mestni svet dobil takrat 27% glasov, ko je ogrozil v bistvu sedanjega župana Sobjanina, ne. Po drugi strani moramo vedeti, da je Putin, mislim, da za 11 let, da je Putinov režim zaprl Mihaila Hodorkovskega, v bistvu naftnega oligarha, ki se ga obtožil v bistvu nečednih poslov, ne. Ampak problem je bil v tem, da je Mihail Hodorkovski svoj čas prekrižal meče
s Putinom in da je napovedal samostojno. In očitno se režim, bom rekel, takšnih opozicijskih liderjev boji in jih evidentno želi eliminirati. Jaz ne rečem zdaj, a veste, Aleksej Navalni je rekel v teh svojih video nastopih, da ve, kdo je konkretni krivec, kdo je naročnik in tako. Teh dokazov mi nimamo, ampak vse poti pa vendarle vodijo tja, na to mesto, na mesto kremeljskega vladarja. Ne? In ta izjava, ki je Putin, bi rekel, tako posmehljivo dejal, ne? Rekel, gledajte, če bi ga želeli zastrupiti, bi to vendarle naredili. Ne? Že to je v bistvu nesprejemljivo, zaradi takšne izjave bi takšen lider v nekem normalnem svetu praktično moral spraviti kovčke, pa... Se to ta stvar, ker nimamo tega sveta. Imamo saudijskega princa, ki je ubil ameriškega novinarja, oziroma novinarja z ameriškim državljanstvom, imamo kitajskega voditelja, ki je milijon ljudi strpal v koncentracijska taborišča in tako dalje in tako dalje. No, hočem reči toliko o pač drugih opozicijskih, dejansko drugih opozicijskih voditeljev v Rusiji praktično ni. Ali so šli na zahod, prebegnili na zahod, ali ležijo 2 metra pod zemljo, ali so pa zaprti. In to pa je tista izkaznica, ne? Ki legitimira ta režim, ne? Ki brezkompromisno obračunava z, bi rekel, potencialnimi oponenti. Ne? In to je grozljivo. Ampak to priča o Putinovem strahu. Je tako maščevalen, moje osebno mnenje je, da je sociopat. To je moje osebno mnenje, ki ne šteje tukaj nič. Ampak me pa vseeno zanima, ali prevlada maščevalnost. To ne vem, ampak... Ne, ampak ali prevlada maščevalnost ali paranoja pri njemu, ker ponavadi je nekaj od tega. Ne? Če je miks, je pa to sploh zabaven koktejl. Ne? Tako rekoč. Ampak se strinjam z vašo kritiko, Zahod to dopušča. Zato se te stvari tudi dogajajo, ker pravzaprav niso zares kaznovane. To, kar je bilo v zvezi s Skripalom, to bi Velika Britanija, ukolikor bi nas sedala kaj kot zdaj v celoti samostojna država, obravnavala kot biološki teroristični napad na svojem ozemlju. Še nekaj. Če bi recimo Združeno kraljestvo zaprlo vse račune ruskih tajkunov, bi naredili, po moje, zelo pomembno, ampak ni interesa, ne? Ni interesa, ker so pač drugi neki posli v ozadju. Sej to je to, kar na koncu potem pravzaprav... Tukaj pridemo recimo do Erdogana, zakaj lahko izsiljuje Evropsko unijo kot jo, zaradi tega, ker ni enotnosti na strani Evropske unije. Velika Britanija takrat še bila članica. Ne? In enostavno ob katerikoli sankcijah, gospodarskih sankcijah, so bila britanska podjetja pripravljena te sankcije kršiti, vstopiti na turški trg, kjer so že zelo prisotne v tako imenovanih javno-zasebnih partnerstvih z režimom in tako gre Turčiji gor BDP, milijarde se stekajo v Veliko Britanijo oziroma pač ljudem na bančne račune, ki imajo znaten političen vpliv na otoku in stvari nemoteno grejo naprej. Se obrečujem, če lahko samo je še mogoče kakšno vprašanje? Bova končala na neko temno noto, pa novo leto bo pa to. Ampak okej, enostavno nimam nobenega pravzaprav ponovno zadnjega vprašanja, niti nekega konkretnega komentarja, namreč geopolitika je stvar, ki se konstantno razvija vse okoli nas. Ne? To nam je nenazadnje pokazala tudi kriza ob ukrajinski meji, predtem belorusko-poljski meji in tako dalje. Ne? Imate karkoli optimističnega? Verjamete, recimo to vas vprašam, da je vendarle ruska opozicija, da ima neko moč, vsaj na lokalnih volitvah, vsaj v večjih mestih, je uspela zasesti neke položaje, ampak ne dovolj. Ni. Nažalost ni. Nažalost ni.
Je morda stvar Rusije v tem, da enostavno potrebujejo močne voditelje. Rusijo predvsem definira njena veličina. Car, Lenin in tako dalje, skratka, no. Zdaj Putin. Ne? Moj odgovor je da. Da. Zato to sprejmejo. Ne? No, ampak poglejte, sej Vox Populi, ne, ki so ga naredili med inštitut Levada, ki je v bistvu kredibilen inštitut, ne, koliko ljudi pozna Navalnega, koliko ljudi bi glasovali za Navalnega. Ne. On je dejansko zelo spretno izkoristil, nekje uvodoma ste omenili, bom rekel, te digitalne platforme. Ne. On se tega zelo dobro naučil in njegov štab in zlasti mlajši ljudje, ne, mlajše generacije dejansko to obvladajo in je bil tudi velik odziv, bom rekel, tudi na tej, bi rekel, deklarirani politični ravni. Koliko se je to potem preneslo v realno politiko, ne, je drugo vprašanje. Ampak vendarle, jaz mislim, da konstelacija, notranja politična konstelacija, ne, ker mi moramo vedeti, ne, da v bistvu, da je tudi pri Putinu je zunanja politika je v funkciji, bom rekel, notranje politike, ker če ti zagotavljaš neko, da ima Ruska federacija, da je sogovornik pri najpomembnejših mednarodnih vprašanjih, ne, potem to nekaj pomeni, ne, ampak vendarle se mi zdi, da kratkoročno gledano čas, ki tiktaka, ne, pa imamo različne oblike časa, ne, Kronos, Kairos in tako naprej, ne, linearni čas, lakanovski čas, recimo, ne. Katerikoli čas, ne za Putina, ne za Lukašenka in njima podobne, da ta čas ne odzvanja v njuno korist. Narediva piko na tej točki. Kolega Miha Lamprecht, jaz se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas za ta pogovor, da vidim sam, koliko sva bila dolga. Ja, uro pa pol, to sem vam rekel. No. Vedno je ura pa pol, čist vedno. To, če rečemo, da bomo 1 uro dolgi. Ampak ponovno, hvala vam, ker ste si vzeli čas. Hvala vsem vam, ki ste bili z nami. Preživite kar se da mirno novo leto. Mi se vračamo v januarju 2022. Jaz upam, da bo boljše leto, kot je bilo 2020-2019 oziroma 2021-2020. Ne vem pa še, kdo bo gost. Jaz mislim, da bom namenil v naslednjem letu, vsaj do tja do aprila, prostor za predstavnice in predstavnike iniciative Glas ljudstva, ki odpirajo nekatera zelo pomembna vprašanja, o katerih moramo razmišljati pred prihajajočimi volitvami, ne samo parlamentarnimi, ampak tudi lokalnimi, pa tudi predsedniškimi. Kandidatov pa sem ne bomo vabili. Tako da, hvala vam še enkrat, ker ste bili z vami. Želim vam prijeten večer. Hvala. In hvala vam.